Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je v sodelovanju Zavoda za šport in športne zveze v Viteški dvorani gradu sprejel športnice in športnike, ki so v prvi polovici leta 2025 dosegli vidne rezultate na domačem in mednarodnem prizorišču. Povabilo župana se je odzvalo veliko športnikov in športnic, ki so še enkrat več podoživeli svoje športne uspehe. Svoj uspeh kariere do sedaj je skupaj z ostalimi športniki podoživela nosilka srebrne kolajne z mladinskega svetovnega prvenstva v smučarskih skokih Lucija Jurgec. Ja, lepo je videti, da je veliko športnikov, ki se pač ukvarjajo z različnimi športi in da so vsi zagreti za to, da osvojijo neke uspehe, ki jim bodo pač polepšali življenje, pa da bodo lahko bolj ponosni nase. Kako sedaj stvari teče naprej, kako treniraš, kje so tekme, kje si bila? Zaenkrat ni bilo nobenih tekem od takrat, smo pa začeli trenirati aprila naprej za poletno sezono in treningi zaenkrat potekajo lepo, pa prva tekma letošnje poletne sezone bo pa zdaj v soboto v Velenju, pa upam, da bo šlo vse dobro. Župan je zraven nagovora vsem športnikom tudi čestital za dosežene rezultate. Poudaril pa tudi, da šport v Slovenski Bistrici igra pomembno vlogo našega vsakdana. Ja, gledajte, mi poskušamo slediti rezultatom te naše športnikov. Nenazadnje je tudi prav, da je ta športni svet razgiban, da se lahko pravzaprav vsak najde. Zdaj, kar se tiče tega, da jim sledimo, na eni strani gre za pač del financiranja športa, predvsem smo zadolženi za te mlajše, mladinske in te programe. Po drugi strani je pa vse zelo pomembno, da je na voljo infrastruktura, ker to pravzaprav predpogoj, da so lahko športniki uspešni. Zdaj v infrastrukturo se v Slovenski Bistrici konstantno vlaga, tako tu v mestu Slovenska Bistrica, kot tudi po ostalih krajih. Imamo praktično vse posod športne dvorane, igrišča, tu v mestu pa posebej ta naš športni park in številni objekti, ki omogočajo to raznovrstnost športa. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da se to vlaga, ne posebej še danes, ko se velikokrat sliši, da se mladi premalo gibajo. In zdaj seveda, da se lahko gibajo, je potrebno poskrbeti za pogoje, ne sem prepričan, da Bistrici je. Pomembnosti vloge športa pa se prav gotovo zavedajo tudi športniki in športnice, ki nastopajo v kategoriji Mladi UP. Vsega skupaj je priznanje za dosežene rezultate prejelo 33 tekmovalcev in tekmovalk, ki so prišli iz 8 različnih športov in klubov. Poglejmo, kaj so nekateri nagrajenci izpostavili po zasluženo prejetem priznanju. Pomeni mi veliko, saj pove, koliko sem trdo delala vso leto. Največ priznanj je romalo v Tvirling klub Sašo, in to kar 10. Med njimi je bila tudi Melanie Grill. Veliko imamo načrtov tudi za tujino. Naprimer, letos gremo tudi na Evropsko 30. junija in tudi na svetovno 2. avgusta. Odlično mlado generacijo košarkarjev bistriškega kluba na igrišču vodi Rene Meglič. Letos smo z U14 prišli smo na kvalifikacije za najboljših 8 ekip v Sloveniji. Zdaj smo nažalost izgubili, ampak jaz sem zelo voljen za sezono in ponosen na fante. Med vedno dobrimi judoisti je bila tokrat tudi obetavna judoistka Ema Rožan. Za judo sem se odločila, ker je to borilni šport in sem hotela trenirati neki borilni šport. Judo je zelo zabaven za trenirati, tako naporen tudi na določenih trenutkih. Moraš veliko vlagati noter. To leto sem bila prva na državnem prvenstvu, potem sem dosegla tudi kar nekaj drugih zlatih medalj. Na podelitvenem podiju se je sprehodilo tudi 6 atletov in atletin, med njimi tudi Neža Pirš. Na državnih prvenstvih sem osvojila 2. in 3. mesto, udeležila sem se tudi šolskih državnih prvenstv, na katerem sem bila tudi zelo uspešna, osvojila sem 2. mesto, na občinskem pa področnem pa 1. mesto. Miha Dobelšek in Žan Kovačevič, nagrajenca iz boks kluba Slovenska Bistrica. Poanaliziramo torej nekaj dosežkov, ki ti je navrglo tole lovoriko. Ja, tekmovanje na državnem prvenstvu, ki sem osvojil drugo mesto, in Zagreb Open, ki sem tudi osvojil 2. mesto.
Na bistriški nogometni sceni je veliko dobrih mladih upov, ki svoje delo potrjujejo z dobrimi rezultati. Prvoligaško zgodbo pišeta tudi David Bor in Arnel Kuntner-Taraj. Plezalno steno v našem mestu pa dobro uporabljajo tudi domači upi alpinističnega kluba Impol, Zoja Leskovar, Brin Lešnik in Luka Vrečko. To potrjujejo tudi njihovi rezultati. Reč pa nekaj o tvojih dosežkih, torej o smereh, ki si zmogel, da si prišel tako visoko. Bili so dobri, moje najboljše mesto je bilo 3. na državnem. Na tekmah je bilo zelo fajn. Kje bo poudarek na tvojih športnih udejstvovanjih? Na državnem, v boulderjih pa hitrosti. Da pa se veliko dogaja tudi na 64 črno-belih šahovskih poljih, so zaslužni svojimi uspehi mladi upi iz šahovskega kluba Impol. V ospredju pa odlični Rene Kodrič. Šah je igra, na kateri se lahko igra po večina časa, lahko je hitro potezni. Tam imam bolj slabe rezultate, rapid, torej pospešeni, tam sem tak top 20 v Sloveniji, pa počasni šah, ko sem pa med top 10 v Sloveniji. Kakšne so torej ambicije, kaj te čaka še v nadaljevanju leta, kje se vidiš? Ciljam na stopničke v naslednjem letu, pa mogoče še v tem. Priznanje sta mladim upom podelila dvakratni olimpijec v tekvandoju Ivan Kondrat-Trajkovič in prvoligaški košarkar Jure Pelko. Vse navzoče pa je v imenu Športne zveze nagovoril in jim čestital za športne dosežke predsednik Športne zveze Bojan Fajs.